Živa. Si videl, ne? Ekola, obljuba dela dolg. Častim vam sladoled. Ja, jaz se ne spomnim, da bi to kdaj obljubila, ampak za ston sladoledu pa ne bom rekel ne. Ja, se strinjam, ampak jaz se bom čutil dolžnega. Res ne vem, če je to prav, da dekle časti sladoled. Tiho, čist tih. Veš kaj, človek tudi ne more narediti enega dobrega dela. Veš, včasih moraš pustiti, da ti tudi drugi poklonijo kakšno pozornost. Saj bi tudi jaz rada prišla v nebesa. Pa tudi ti skozi govoriš, da je treba delati dobra dela. No, zdaj mi moraš pa tudi pustiti, da jih izvedem. Gremo! Jaz mislim, da ni drugi, da je sam čokolada. Ja, Karlo, zakaj si pa samo eno kepico naročil? Saj Marija časti. A si se ustrašil, da bi preveč zapravil na njen račun? Ker potem bi jo lahko klicali Micka brez Vicka. Mogoče pa ni hotel naročati 3 kepic, ker ni hotel, da mu pade na hlače, kakor bo zdaj tebi, veš? No, to je definitivno res, ker jaz ne znam jesti tako kot ti. Ampak še nekaj je, nočem biti požrešen, da si vzameš več, kot lahko poješ, ljudje pa v tem trenutku umirajo. To ni prav. A si predstavljaš, da ravno zdaj, ko ližem ta sladoled, je nekdo umrl od lakote? Jaz pa ne cenim ne tega sladoleda, ne kosila, ki mi ga mama vsak dan pripravi. Ja, to je že res, ampak to je včasih tako težko. Naprimer, zakaj bi igral samo 1 uro igric na dan, če pa se takrat šele ugreješ? Veš, Jan, točno to je najtežje. Premagati samega sebe. Kaj ti pomaga, da premagaš sošolca pri nogometu ali pa da te spišeš najboljše v razredu, če pa ne moraš premagati samega sebe pri igricah ali čokoladi? Wow, to pa je lepota. Fantje pa gledate samo na zunanjost. No, pri njej vidno tudi notranja lepota. Ja, kaj pa s tem misliš? No, Jan, Marija, to je Karla z Poljske. Bila je študentka, ko je začela delati pri nas. Bila je moja vzgojiteljica, učiteljica. Varuška se sliši tako otroče. Torej, si ti, Karla, vzgajala Karla. Joj, gotovo imaš veliko smešnih prigod, ki jih je Karlo špičil. Daj povej kakšno, no, da se mu lahko malo sem smejala, ne? Karlo je najbolj prijazna oseba, kar sem jo kadarkoli spoznala. Nikoli se ni hvalil z denarjem svojih staršev, čeprav bi lahko vsako leto šel na najbolj eksotične počitnice, je njemu bilo vedno dovolj, če je šel na kakšno romanje, recimo v Asizi, kraj, kjer se je rodil sveti Frančišek. Vsako leto gre na romanje. Lani je bil v Franciji. Vama je že povedal kakšno prigodo iz Francije? No, zdaj, ko smo pa že v Franciji,
Si pa vka kupimo kakšne nove cote. Še posebej ti, Karlo, da te kakšna punca pogledava. Ne, babi, to pa ne. Modna industrija je čisto pokvarila svet. Res nočem kupovati dragih oblačil in jih nositi, saj to delajo le ljudje, ki se hočejo považiti pred drugimi. No, jaz bi bil kriv, da bi se prijatelji kregali in bi bili nevoščljivi, to pa je greh. In res nočem, da grešijo zaradi mene. Poleg tega pa punce sploh ne bi pogledale, kakšen sem, ampak glede na to, kaj nosim in koliko denarja imamo doma. Ampak naj ti čisto nič ne skrbi, zaenkrat čisto nič ne iščem njihove pozornosti. Bog pomagi, hčerka moja, koga deva s svojim popecom? Še sive lase mi bo naredil. Babi, se veš, da imaš že sive lase, a ne? Pa si sama malo poštrihana. Drugače pa ja, Karlo mi ne pusti, da bi mu kupila kaj drugega od čisto navadne majice in hlač. Res je nekaj posebnega. Ja, pa je res. Točno tako. In jaz res nočem zapravljati denarja za oblačila. S tem bi raje nahranil lačne otroke ali družine, ki jih je kar veliko po svetu. Ali pa bi mi lahko si šli pogledati še eno cerkev, kjer se je zgodil še en evharistični čudež. Pa imamo. Prav imaš, svet res ni fair. Mislim, da težava ni v svetu. Hrane in pijače je dovolj za vse. Ljudje smo tisti, ki dobrot, ki so nam dane, ne razdelimo pravično. Ja, če bi bili vsi zmerni pri vsem, kar delamo, potem bi bil svet veliko boljši in veliko bolj pošten. To je težko zmernost ohraniti. Naprimer pri igricah. Tukaj je Karlo povedal. No, kaj pa bosta danes počela? Ali se bosta učila matematiko, mogoče italijanščino? Ne, danes je čas za svetospoved. To bi mogla pa tudi jaz opraviti. Že od Birme nisem bila pri spovedi. Kaj pa je to spoved? To je nekaj posebnega. Ko greš k spovedi, Bogu preko duhovnika poveš, kaj si naredil narobe, svoje grehe. In če ti je resnično žal in se želiš poboljšati, ti Bog to odpusti. Ne razumem. A to pomeni, da recimo, če v trgovini ukradeš čokolado in greš potem k spovedi in potem ti je vse oproščeno? Ne gre tako lahko. Pri spovedi je pomembno, da ti je res žal in da se trudiš popraviti napako. Prav tako pa ti duhovnik naloži neko nalogo, ki jo moraš opraviti. Temu rečemo pokora, ki je ponavadi kakšna molitev. Jaz pa mislim, da bi bilo veliko bolje, če bi se oddolžil za to. Recimo, da plačaš, da greš nazaj v trgovino in plačaš za tisto čokolado. Ali pa nekomu nekaj pomagaš. In s tem te Bog odveže tvojih grehov, da lahko tvoja duša poleti v nebo, kot balon na vroči zrak. Ja, kako pa greš spovedi? Kako veš, kaj moraš tam govoriti? A to obstaja kakšen izpit, ki ga moraš narediti, da greš lahko po tem spovedi? Ne. Samo krščen moraš biti. Ali te dajo starši krstiti pri rojstvu, ali pa se za sakrament svetega krsta odločiš, ko si odrasel. Karlo, Jan, a bi rad ti postal kristjan? No, kakorkoli. Po krstu greš, potem se pripravljaš na sakrament prvega svetega obhajila. In prav tako se takrat pripravljaš tudi na sakrament svete spovedi. A sem prav povedala? Ja, bravo, Marija. Jaz se trudim že od svojega 7. leta, ko sem prejel prvo sveto obhajilo, da vsak teden hodim še k sveti spovedi. Če ne bi hodil tako pogosto, bi več kot polovico grehov pozabil. Ko sem bila jaz stara 7 let, še brat nisem znala. Komaj, da sem znala napisati svoje ime. Jaz raje ne bom nič komentiral. Zdi se mi, da nekako zapravljam življenje, ker nimam teh privilegijev, ki jih imate vi, kristjani. Jaz nimam nikomur povedati takšnih stvari. Staršem itak ne. Prijatelji pa, ne vem, komu bojo povedali naprej, pa še to ne razumem, ne vem, če bojo oni mene razumeli, kaj jim želim povedati.
Počutim se, ne vem, nekako osamljen. Jan, ne se bat, nisi sam. A veš kaj, pridi z nami. No ja, Karlo, res bo že čas, da gremo na spoved. Marija, tudi ti si vabljena zraven. Ja, itak da grem. Res, toliko je dober, ko imajo vsi duhovniki res zmer čas za spoved. Sam pocukaš ga za rokav, pa prosiš za spoved. Še vse brez čakalnih vrst. No, pa bom šel, pa se bom Bogu opravičil, zato ker sem pojedel preveč sladoleda.